Živijo v novem vlogu, mi se že vozimo proti Istanbulu, ura je 8 zjutraj, do tja imamo pa je 1 uro, tako da upajmo, da bo šlo vse gladko. Ja, upava tudi, da ne bo preveč gužve in prometa, ker pa je promet v Istanbulu kar kaotičen, tako da ne vem, upamo, da bo v redu, da ne bo slabše kot v Atenah, tam smo preživeli, tako da. Midva sta kar utrujena, oziroma vsi trije smo, ker smo prehodili 10 kilometrov po takem res kaotičnem mestu, ampak je nam je bil ful všeč Istanbul. Nažalost pa pozabila, da je danes petek, kar je njihov sveti dan v bistvu, tako da dopoldne so mošeje zaprte, tako da v Hagijo Sofijo nisva šla, ker je bila ful gužva, Modra mošeja je bila pa zaprta, tako da smo šli potem še samo v Sulejmanovo. Ne. Sultanovo, ja. Tako da ja, ampak vseeno so bile ful lepe do zunaj. Ja, nasplošno je res cel Istanbul nam bil zelo všeč. Sicer sva bila malo razočarana, ker nisva smela šnofko na bazar in niti na bazar, kjer je prodajo začimbe, ker to imajo oni ločeno. Mislim, lahko bi šla, če bi imela nagobčnik s sabo, pa sva ga pozabila. Ja, pa nisva imela. Tako da ja, pa sem mogel jaz zunaj počakati šnofko, da je šla Nastja not, pa še Nastja ven prišla, da sem lahko šel še jaz noter. In ker sem se tam na tla usedel na eno stopničko, takoj prišel en iz ene trgovine in me tja malo bolj noter povabil, da naj grem na en stol se usest, mi je čaj prinesel, tako da sva se pol pogovarjala. In pol, ko smo se zamenjali, se je tudi Nastja postregel s čajem in sta se tudi pogovarjala, tako da je bilo kar zabavno, res na koncu čist fajn izkušnja. Ja, ful je bil prijazen na koncu, ko so vprašala, če morava kaj za čaj plačati, je bil sam tako, da ne, da to je darilo od naju, od njega nama, pa še prosto sva ga, če se lahko Rok slika z njim, tako da zdaj pričakuje slikco na WhatsAppu. Drugače pa tudi promet v Istanbulu kar kaotičen, tako da sva kar zadovoljna, da smo uspeli brez prask in poškodb priti do sem. Ker zdaj smo drugače že v Aziji, nismo več na evropskih tleh. Ja, prečkali smo most. Je pa drugačno bila največja atrakcija v Istanbulu. Ljudje so kar ustavljali, pa slikali, pa božali. Res vsak je govoril, ne vem, neverjetno, no mislim, se niso nobenega drugega psa v bistvu srečala, ene 3-4 potepuške,
Pa še te imajo neko tako plastiko v ušesu. Kaj krave pri nas. Ja, kar pomeni, da so cepljeni in da je to financirala občina, nam je povedal tak, ker nam je čaj dal. Tako da je lepo poskrbljeno za njih, no. Ampak očitno res niso vajeni psov, tako da res mi dva so ful presenečena, da so vsi tako debelo gledali šnof pa jo slikali. Tako da ja, so pa zdaj kar utrujena. A ne? Ja. Danes pa jutri bo verjetno bolj kislo in deževno vreme, da sem imel v bistvu ful srečo, da včeraj v Istanbulu ni več deževalo. Sicer je bilo kar zelo vlažen, tako da je bilo vroče in zoprno ozračje, ampak še vedno važno, da dežja ni bilo. Res smo imeli srečo. Gremo pa danes naprej proti Črnem morju, oziroma direkt ob Črnem morju bomo parkirani verjetno. Neke ful velike razdalje danes ne bomo naredili, 51 km. Tako da ja, bolj v easy dan danes. Kjer smo imeli namen prespati, je bilo že na začetku ceste že 1,5 km pred placem, kamor smo hoteli iti. Je bila hišica in so pobirali denar, zato da si lahko sploh noter v plažo, v bližino plaže prišel. In mislim, da je bilo nekih, ne vem koliko, 6 € ali nekaj tasga preveč, da bi samo za to plačala. Tako da so se zdaj prestavila semle nekam. Ni toliko lepo, no, ni ob morju, ampak za prespati bo čisto v redu. Že nadaljujemo pot naprej proti vzhodu, danes upamo, da bomo spali ob Črnem morju, pa da ne bo nič zaprt. Vmes se moramo pa ustaviti v eni trgovini, verjetno na Turkselu, zaradi tega, ker je meni včeraj zvečer, ko sem se na inštrukcije pripravljal, tablica iz rok padla in se mi je en kabel uničil, tako da bo zdaj upam, da dobila tak kabel, ker drugače bom mogel namesto na tablici na telefonu inštruirati, kar je malo zopere na takem malem ekranu. No, tokrat smo se uspeli parkirati ob Črnem morju in je ful lepo, ker so skale in klifi in ful je ljudi, ki lovijo ribe, tako da smo zelo zadovoljni s temle placem. Je pa to za ta vlog, pa se vidimo v naslednjem. Ja.